Druga takšna rezerva je, ker je tudi Slovenija treba zaščititi, je neka grožnja, ki zdaj visi nad vašimi denarnicami. To so te tožbe hrvaških sodišč do Nove Ljubljanske banke. Ta saga je stara, ne bom vam to ponavljal, ker ste velikokrat brali, itak plačujemo, slovenski davkoplačevalci plačujemo individualnim varčevalcem podružnice nekdanje Ljubljanske banke v Zagrebu po sodbi Evropskega sodišča težke milijone, kar je škandal itak svoje vrste, ampak ne bi zdaj o tem. Ampak ta podružnica je imela seveda tudi terjatve in dolgove do nekaterih hrvaških podjetij, približno v enaki višini. Približno toliko je imela terjatev, kot je imela dolgov. Je sklenjen dogovor, ki ga je podpisala tudi Hrvaška, da je to stvar nasledstva. Se pravi, stvar neke vreče, kamor bo šlo premoženje in dolgovi bivše države in se bo tam poravnalo, kar se bo. Po nalogu takratnih hrvaških oblasti je prišlo do nekaterih postopkov in zaradi tega smo potem še marca 2013 na Mokricah s hrvaško vlado podpisali sporazum, v katerem je hrvaška vlada še enkrat podpisala, se zavezala, da bodo zamrznjeni vsi postopki, ki so sproženi, da se novi ne bodo sprožili. Se pravi, dva mednarodna akta sta tukaj, ki Hrvaško vežeta. Mi imamo pa ustavni zakon iz leta 1994, ki pravi, da dolgovi nekdanje Ljubljanske banke niso dolgovi Nove Ljubljanske banke, ki je bila takrat na novo ustanovljena. Skratka, imamo to na ustavno-pravni rež. Kljub temu, smo zvedeli zdaj, so hrvaška sodišča že leta 2015 izterjala od Nove Ljubljanske banke, od premoženja, ki ga ima na Hrvaškem, neke nepremičnine in tako naprej, za nekaj tisoč evrov teh dolgov, ki so dolgovi na rekovajih, banka ni plačala in jim je Hrvaška davčna uprava to vzela z računa. Ste kdaj slišali za to? To se je zgodilo nekje pod mizo, slovenska vlada ni reagirala, nobene note ni bilo, nobenega kravala nismo naredili, pa bi ga morali, ker je za bistveno hujšo kršitev kot v primeru arbitraže, ker zdaj tožimo Hrvaško in bomo sem še dodatno plačevali. No in seveda, ker je šlo prvič skozi, se je to nadaljevalo in v lanskem letu sta bili še dve sodbi in zdaj je pa Nova Ljubljanska banka plačala 2 milijona. Čeprav ni pravni naslednik, ne bi smela, ampak so kar plačali. In prejšnji teden smo zvedeli, da so spraševali vlado, kaj narediti, da so spraševali vladno koalicijo, kaj narediti, pa ni bilo odgovora. In so plačali. Potencialne obveznosti iz tega naslova so 430 milijonov evrov. Pred tedni ste prebrali, kako je Nova Ljubljanska banka lani poslovala najboljše v zgodovini sveta, ker je dobila vaš denar oziroma davkoplačevalski denar. No, ampak ni pa objavila teh rezultatov. Zakaj? Zato, ker Evropska centralna banka zelo verjetno, in tega se Nova Ljubljanska banka boji, ne bo dovolila izplačila teh dividend državi, se pravi, da bi se nekaj vrnilo davkoplačevalcem, ker obstaja rizik teh sodb do višine 430 milijonov, ki so polno neupravičene, ampak ker so nekatere že plačali, ker je to lahko zdaj naprej. Nobene reakcije, vlada niti ni odgovorila na te zahteve, nobene note Hrvaški, ničesar. Zdaj smo mi skupaj z Novo Slovenijo vložili ustavni zakon, da se to prepove. In da če Hrvaška to kljub temu izterja iz premoženja Nove Ljubljanske banke, oziroma njihova davčna uprava izterja iz premoženja Nove Ljubljanske banke na Hrvaškem, slovenska davčna uprava to pokompenzira z računov podjetij, ki so v hrvaški državni lasti, pa pri nas posluje od nuklearke do
drugih, ne. Najmanj toliko jih je, kot je Nova Ljubljanska banka. Skratka, če ta ustavni zakon sprejet, tega cirkusa ne bo več, ker se jim ne bo splačalo, ne. Ampak mi smo to vložili že prejšnji teden. Strani vladnih strank je bilo rečeno, ja, mogoče bomo pa to podprli, ne, saj sami niso nobene rešitve našli. Ampak minilo je zdaj, ne vem, 10 dni, proučujejo, ne. Rekel predsednik vlade nekem zaprtem sestanku, proučujemo. Od leta 2015 proučujejo, nastaja pa ogromna škoda. Največja škoda je iz tega proučevanja, pa nastaja zato, ker banko je treba privatizirati zaradi obljub, ki so bile takrat dane, pa tudi zato, da je ne bomo še tretjič sanirali. In ob riziku, ne, plačila teh 430 milijonov, kako mislite, da to vpliva na ceno? Tukaj zgubljate še pol milijarde najmanj pri sami ceni, ne, ker kdo bo kupil banko za dober denar, če je tam rizik za pol milijarde, ki ga bo moral prevzeti. Skratka, totalna, rekel, nesposobnost, pa tudi špekulacije v ozadju te globoke države, ki bi raje plačala neupravičeno hrvaškim bankam 430 milijonov, samo da tega bankomata ne bi privatizirali. To je bila šokantna novica, ne. Jaz sem v tem parlamentu od prvih volitev naprej, pa česa takšnega še nisem slišal. Nisem bil še na takšni seji, kot je bila ta seja za nadzor proračuna, ko smo to zvedli. Tudi poslanci koalicije so bili šokirani, ne. Tisti, ki so bili tam, ker pač očitno niso vedeli. Ampak se ni zgodilo. Za mainstream slovenske medije je bila to novica na 6. mestu. Naslednji dan že to ni bilo nič. Včeraj smo brali, da, ne vem, če je to res ali ne, ampak Slovenska tiskovna agencija poroča, da vlada razmišlja, da bi mogoče pa Novi Ljubljanski banki to škodo kompenzirala iz sklada za nasledstvo. Ta sklad je prazen. Ta sklad naj bi prišlo nekaj premoženja od teh rezidenc pa ambasad, ne vem, koliko smo jih dobili 5 nazaj, če jih bomo prodali. Ne, ampak to je naše premoženje, razumete? Se pravi, bi samo dali iz enega žepa v drug žep. Ne, Hrvaška nam vzame, mi pa pol iz levega žepa to plačamo v desni žep. Pa rečemo, da smo pokompenzirali. Če je to res uraden predlog Ministrstva za finance ali pa te vlade, potem so tam še bolj nori, kot zgleda navzven. Tako da, treba je zaščititi, ne, tukaj pa gre dejansko za zaščito, ne bom rekel nacionalnih interesov, ampak interesov državljank in državljanov, davkoplačevalcev, ne toliko pred hrvaškimi sodišči, kot pred nesposobnostjo lastne vlade in tistih v globoki državi, ki tukaj v ozadju špekulirajo. No, danes smo zbrali dovolj glasov za, dovolj podpisov za zahtevo za izredno sejo, tako da ta ustavni zakon bo šel zdaj naprej v proceduro, ampak na pritisk opozicije. Tudi nekaj drugih poslancev se je to podpisalo, ampak nobena od vladnih poslanskih skupin. Sami niso nič naredili, tukaj proučujejo, je pa tik pred zaključkom, kot smo zvedeli, še ena tožba, ki je postala pravnomočna, tokrat za, mislim, 20 ali 25 milijonov evrov. In potem se bo ta gora volila naprej in predstavniki banke so povedali, da so dobili to odločbo, pravnomočno, izvršno, da morajo plačati, sicer jim bodo rubli iz premoženja. En dan po tistem, ko je slovenska vlada poslala položnice hrvaškim ribičem zaradi teh kršitev